Santum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte. V parku Škocjanske jame mogoče je malo drugačna informacija. Seveda zadovoljni smo z rezultati lanskega leta. To je bilo prvo normalno turistično leto po covidu. Obiskalo nas je nekje 185.000 obiskovalcev, velika večina tujih obiskovalcev. Nenazadnje upravljamo svetovno dediščino UNESCO, kar pomeni, da je kot taka zelo privlačna in predstavlja kot neki magnet za obiskovalce. Vendar izpostavila bi, da si mi kot upravljavci svetovne dediščine ne želimo rekordnih številk, ne želimo več in več in več gostov in več obiskovalcev, ki bi prišli samo, da obkljukajo obisk neke destinacije in tako je na to se odpravili že naprej. Želimo si gostov, ki znajo ceniti to, kar na naši destinaciji lepo vidijo. Gostje, ki prihajajo, moram tudi se strinjati oziroma potrditi tudi približno struktura gostov glede na državo prihoda, ki je za Škocjanske jame približno enaka, največ je gostov iz Nemčije in Avstrije, potem iz Italije. Veliko porast smo beležili gostov tudi iz v bistvu lani bil največji porast gostov iz Francije, potem pa Poljska, Madžarska, Vzhodna Evropa, tako na to sledijo še države Beneluxa, Belgija, Nizozemska. Tako da obiskovalcev je res ogromno. Nam je bil večji izziv kot upravljavcev svetovne dediščine, kako ta obisk prerazporediti čez celo leto, da je obisk čim bolj enakomeren. Pri nas v parku, to je eno zavarovano območje, so predstavljali te dnevni viški obiskovalcev v bistvu skoraj lahko rečem težavo. Tako da smo uvedli spletno prodajo vstopnic, kar je eno od orodij, kako upravljati z obiskovalci. No in to se je izkazalo kot zelo dobra poteza, kajti uspeli smo se nekako znebiti teh dnevnih viškov, gostov, obisk je bolj enakomerno razporeden čez dan in pa tudi uspelo nam je z različnimi drugačnimi metodami in marketinškimi akcijami uspeti tudi to, da smo obisk podaljšali. Izjemno nas veseli, da je jame v lanskem letu obiskalo v hladnejši polovici leta 20% obiskovalcev. Tako da, kar se tiče za razvoj ostale ponudbe, za podaljšanje nočitev nenazadnje, je tudi to zelo pomembno, da goste imamo v naši regiji, v naši destinaciji, čez celo leto. Torej ne samo ta magična beseda, desezonalizacija, to pomeni obiskovanje čez celo leto, ja. No, z tega se pri nas zelo veliko napora in tudi usmerimo to. Ker pa smo se zbrali danes tukaj ob mednarodnem dnevu turističnih potnikov, bi postavila zelo pomembno temo našega parka Škocjanske jame in to so naši vodniki. Torej, mi ogromno se trudimo in vlagamo v vodnike. Menimo, da ravno vodnik tisti, ki povezuje naravo, kulturo, dediščino, torej je interpretator narave, lastnik narave. Mi imamo nekje 12 vsakodnevno prisotnih vodnikov, skupaj z naravovarstvenimi vodniki in z naravovarstvenimi nadzorniki v parku, ki so vsakodnevno prisotni, opravljajo tudi vodenja. Poudarjam, da so vsi ogledi Škocjanskih jam vodeni. In v to tudi usmerjamo naše napore in se želimo, da tako ostane tudi naprej. Nenazadnje smo ravno v lanskem letu obeležili 200-letnico ureditve prve turistične poti v Škocjanske jame,
kar pomeni, da se že 200 let izvaja nekje vodeni ogledi Škocjanskih jam. Mogoče še ena informacija glede samih hodnikov. Mi proaktivno iščemo tudi vsako leto nove okrepitve, novo delovno silo. Veliko naporov usmerimo v to, da pridobimo dovolj kadra. Potrebujemo vedno 27 sezonskih hodnikov, tako da ravno sedaj v tem času je odprt razpis na Zavodu za zaposlovanje za 20 vodnikov. Kasneje bomo potrebovali še nekaj, potrebovali bomo pa tudi še projektne sodelavce. Tako da je pri nas kar precej pestro čez celo leto. Kot še ena novost, ki se nam obeta in dodatna ponudba, lahko rečemo, ker bo tudi vplivala posredno na večji obisk samega parka Škocjanske jame, kot tudi destinacije, je pa to, da pričakujemo še otvoritev nove muzejske zbirke. In to je muzejska zbirka v interpretacijskem centru Škocjan, to je na Deljezovi domačiji. Ostala nam je še zbirka na temo arheologije. To je tudi taka močna zgodba v parku Škocjanske jame, tako da v letošnjem letu, torej še pred čisto pravo otvoritvijo turistične sezone, nameravamo tudi odpreti še zadnji od zbirk, ki nam manjka, torej arheološko zbirko. Hvala.